Živjo, z vami sem Matej Cepin in dobrodošli v 6. epizodi podcasta Goreči grm. To epizodo snemam ob 30. obletnici plebiscita, v katerem smo Slovenci kot narod dokazali največjo enotnost in se odločili za demokratično in samostojno državo. Zato sem si drznil v oddajo povabiti enega od glavnih nosilcev sprememb tistega časa, gospoda Lojzeta Peterleta. Čast mi je bilo, da sem lahko govoril z njim o tisti polovici njegovega življenja, ki nam ni toliko znana. Gospod Peterle je v določenem trenutku postal ne samo javna, ampak tudi zgodovinska osebnost. Predtem pa je bilo še eno dolgo obdobje, ko ni bil toliko poznan in predvsem o tem obdobju sem se želel z njim pogovarjati. Šol za predsednika vlade takrat ni bilo, oziroma gospod Peterle ni hodil na FDV. Zato so bili v ozadju njegove rasti do te mere, da je postal predsednik vlade najbrž kar močni goreči grmi. V oddaji sva tako govorila o njegovih gorečih grmih v zgodnjem otroštvu, v srednješolskih letih, predvsem pa v študentskih letih, ko je prišel v Ljubljano in se vključil v nekaj zelo pomembnih krogih. Prišla sva celo do njegovega poslanstva, do vprašanja, kaj je tista njegova najbolj jedrna dodana vrednost, ki jo v različne time, v katerih deluje, prinaša. Na koncu pa sva se dotaknila tudi ene težke stvari, ki jo preživlja prav zdaj v tem trenutku. Če vam je ta podcast všeč, se naročite nanj v vaši najljubši podcasterski aplikaciji, lahko ga pogledate tudi na YouTubeu, zelo pa bom vesel tudi povratne informacije o tem, kaj vam je všeč, kaj ne, kaj bi spremenili, kaj vam podcast pomeni, po mailu na matej@socialna-akademija.si. Zdaj pa kar k pogovoru. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Spoštovani gospod Peterle, v čast mi je, da vas lahko gostim v oddaji ob 30-letnici plebiscita. Dobrodošli. Pozdravljeni. Od trenutka, ko ste postali predsednik vlade naprej, ste postali ne samo javna, ampak celo zgodovinska osebnost. V tem podcastu Goreči grm pa me navdušuje prav to vprašanje, kako človek razvije svoje talente in kakšne goreče grme doživlja, da potem lahko v družbi nekaj svojega lastnega, nekaj edinstvenega prispeva. O vas veliko vemo kot o predsedniku vlade in potem naprej, malo manj pa v času pred tem. Zato bi me za začetek najprej zanimalo, ker sem tudi sam oče 5 otrok, kako vzgojiti bodočega predsednika vlade, oziroma kako so starši vzgajali vas, kaj vam zdaj ostaje od te vzgoje in pa tudi, kaj je bilo njim po vašem takrat pomembno. Torej najprej moja iskrena zahvala za povabilo na tale pogovor. Drugič čestitke k 5, pri nas smo bili 4, mi 2 z Branko imava 3 in sva tudi že stara starša. No, ampak k vprašanju, kako so mene vzgajali. Jaz bi izpostavil 4 zadeve. Na prvo mesto bi dal vero, ki si mi jo prejel po starših. Takoj zatem bi dal, da sta me naučila oziroma vzgajala v spoštovanju drugega. In se še zdaj spomnim, kako sem bil tepen, ko sem nekoč vodil ekipo svojih sovrstnikov in smo oponašali našega soseda, ki je močno šepal in smo 1 uro šepali za njim in se tako rekoč z njega norca delali. In ta pouk imam še zdaj v spominu. Potem bi dal tukaj kot naslednje poštenje in delo. Torej, s temi 4 stvarmi so mi starši dali vso potrebno popotnico za vse, kar je sledilo. Jaz bi tukaj dodal tudi mojega prvega kateheta, gospoda Jožeta Pušnika, ki mi je v 1. letu verouka razložil vse tisto, kar danes Jordan Peterson razlaga po vsem svetu z vsemi filozofskimi in psihoanalitičnimi aparati.
ampak ta gospod in moji starši so me poučili, da smo družina, da smo božji otroci, da smo odgovorni drug za drugega, da je treba pošteno delati, da je treba drugega spoštovati in to je tisto, kar sem dobil v mojih ranih letih in s tem živim še zdaj. Kakšni so pa pristopi bili za to dobro? Rekli ste, da ste bili tepen, ampak tudi z gledom ali kako so, mogoče kakšen dogodek, ki spominja na ta stil vzgoje mogoče? Ja, pri nas se je vse dogajalo v tem spoštovanju in vzgoja je bila seveda z gledom, ampak je bila tudi verbalna, bi rekel. Ko smo prihajali v te situacije ob srečanjih z različnimi ljudmi, potem so mi starši seveda tudi povedali, kaj je prav, pa kaj ni prav. Kaj se je pa vam pletalo po glavi? Morda ste imeli kakšne mladostniške sanje, kakšne aktivnosti, ki ste jih radi počeli, Lego kot takrat še ni bilo? Torej, jaz sem imel samo 2 tako imenovani kupivni igrači oziroma kupljeni igrači. Ena je bila ena račka, ki je bila očitno s papirja, ker ko sem jo dal v vodo, mi smo imeli kapnico, deževnico, mi nismo imeli studenca prav v bližini in se je tista račka razpustila ob mojem prvem poskusu. Potem mi je teta iz Ljubljane prinesla še nekaj, kar je dišalo po eni taki zelo otroški zračni pištoli, ali ko bi temu rekli. To sta edini 2 igrači, ki se jih spominjam. Jaz sem se veliko igral z naravnimi zadevami. Sem se igral zlasti z raznobarvnim listjem. Živeli smo tam ob robu gozda in je bilo tega listja veliko na razpolago. Grki bi rekli, da sem doživel čas čudenja. Jaz sem bil zelo, bi rekel, začuden nad naravo. Sem hodil tam v gozd, par minut stran, ker tam je rob kraškega sveta in je bilo precej teh apnenčastih skal, ki so bile z bršljanom poraščene. In jaz sem tja nisem hodil plezati. Kasneje sem tudi malo plezal po tistih skalah, ampak jaz sem jih hodil gledati. Jaz sem užival, da sem jih gledal in sem bil, ne najdem boljšega izraza, začuden nad tem, kar sem videl, da je bilo to zame del gorečega grma. Ne? To je blizu tega, kar je takrat gospod Mojzes iz grma povedal, ko je rekel, sem, ki sem. Ne? Torej, mene je to dejstvo, da je ta svet, da sem jaz v njem, da lahko to gledam, da gledam zvečer večernico, da poslušam 3-krat na dan zvon z sosednjega hriba. Jaz bi lahko rekel, da sem bil pretresen od čudeža bivanja. Meni je bilo to nekaj posebnega in me čudi, da sem to doživel, bi rekel, v ranih letih. To je dišalo skoraj po mistiki. Vas je to tudi kam klicalo ali se je ustavilo pri čudenju? Vas je to kakšni akciji ali pa v kakšno puščavo ali pa kakšnemu faraonu tudi gnalo? In v teh prvih letih, to so še ta predšolska leta, me ni gnalo. Torej, jaz sem se veliko ukvarjal z naravo. Jaz sem bil recimo sposoben čakati malo miško 2 uri, da je prišla iz lukne. Sem opazoval kače, zelence, rogače, vse mogoče. Jaz sem neverjetno živel z naravo in jaz sem bil prvi otrok ene mame, ki je pri 6 letih je strela ubila mamo, ki je bila noseča, in brata, prav 3 so umrli. Pri 10 letih so ji vaški lumpi, bi rekli po domače, ubili očeta, tako da je pri 10 letih bila sama. Ne? In se spomnim, mi je enkrat povedala v poznih letih, je rekla, mene, ko sem bila mlada, ko sem bila otrok, ni nihče nikoli poljubil. Ta stavek mi je prav ostal kot težek stavek iz njene mladosti. In njo so dali k enim 2 starim tetam, pač varejo, in tam je rekla, da je bila večkrat tepena kot sita, ona je zelo rada brala, ampak petrolej je bil predrag in je brala pri luni. Če so jo pri polni luni dobili, jih je pa fasala, smo včasih temu rekli. Ne? Oče bi rad bil kmet, je bil rojen na gruntu, ampak seveda kmetijo dobi prvi. Oče je bil zadnji otrok, se je potem za krojača izučil. Ne? Tako da v bistvu sta bila kočarja. Ne?
oba izučena krojača, s tem sta si seveda pomagala, ker iz hektarja zemlje, na kateri smo živeli, se ni dal živeti, ne. Te vaše igre so bile pa bolj skupinske in ste tam prevzemali že kakšno vodstveno vlogo tudi v teh klapah otroških, ali ste bil bolj samotar, ki se je čudil skalam? Veste, takrat ni bilo kaj dost klap in tudi ni bilo kaj dost igre. Mi smo se zelo redko dobili s sosedovimi otroci, ki so bili tam par 100 metrov stran, ne. Ta naša vas je bila bolj razložena in ni veljalo za vzgojno, da bi se otroci potikali sem in tja po vasi, ne. Torej tega, jaz recimo tudi kasneje, ko smo se preselili v dolino, jaz sem do mature vprašal starše v nedeljo, če grem lahko nogomet igrati. Gotovo so bile pa tudi kakšne osebe, ki se jih spomnite, ki so na vas močno vplivali. Vas bom presenetil verjetno s spominom na enega berača, ne. Berač je prišel enkrat, dvakrat na leto mimo, rekli smo mu bela miš, ker je vedno nosil sabo eno belo miško, ki mu je hodila po rokah in po telesu. In ti človek je bil tako nenavaden, meni se je zdel tako nenavaden, tudi oblečen je bil drugače in ga nismo videli tako, kot danes recimo vidimo številne ljubljanske klošarje, ne. To je bil človek, za katerega se je takrat rekli, da prinaša mir, da prinaša blagoslov. V vsaki hiši je bil pozdravljen, ne. In se nismo sprašvali, ali dela ali ne dela. Jaz sem razumel, da ne dela, ne. In to je bila moja prva poklicna želja. Sem rekel, kom pa jaz velik, bom pa berač. To se mi lahko še zgodi. To je bil en tak, ne bom rekel zgled, ampak izziv. Kot sem rekel, on je od nekje prihajal in zmeraj tudi nekam odhajal, sveda. Ampak bil je drugačen. Z njim so se moji starši drugače pogovarjali, kakor s tistimi, ki so nosili šivat oziroma sosedi. Moj drug tak izziv je bil pa, ne bom rekel mežnar, ampak zvonar. Na sosednjem hribu je cerkev Svetega Antona in tam je bila tudi šola in včasih so nam v petek popoldne nam je učiteljica pustila, da smo šli v zvonik, ko je mežnar zvonil, ampak mene ni zanimal mežnarski posel, ampak zvonarski. In pa je ta moja druga poklicna želja bila, da bi bil zvonar. Mogoče tudi zato, ker se je večkrat zgodilo, da je mežnar ob hudi uri, ko je bilo vse črno od oblakov, zvonil celo uro ali več. In se spominjam situacij, da ni bilo toče, da ni bilo potem nevihte, ampak da so se tisti oblaki nekako razpustili in jaz sem rekel, to je pa ta pravo. Živeli ste v socialističnih, komunističnih časih, ste odraščali, gotovo ste prišli s kakšno stvarjo tudi na vzkriž, ne, vam kaj ni štimalo, dolg časa, ne. Marsikdo iz teh časov se spominja, da jim kaj dolga leta ni štimalo v glavi, kakšna družbena anomalija ali pa kaj. Počasi smo se zavedali, kaj je bilo v deželi narobe. Jaz, ko danes za nazaj gledam, bi rekel, da je bilo napeto, da smo živeli z eno napetostjo, da so bile ene stvari, o katerih se praviloma ni govorilo, ne. Ampak to je bila ena taka, bi rekel, pritajena, neizražena napetost. V gimnaziji seveda pa smo potem zvedeli že tudi za rok, za razne druge zadeve. Počasi so prihajale zgodbe, greš tam nekje, pa ti rečejo, veš, da so tukaj le tega ubili, pa tam unga ubili, pa tako ne, pa se začneš zanimati, kaj se je dogajalo, ne. In ko enkrat začeneš poslušati te zgodbe, te ne spusti več, ne, potem začneš to študirati, prebavljati, analizirati, ne. In bom zdaj skočil do tako rekoče, do predvčerajšnjim, če tako rečem. Jaz v vsem tem času se ne spomnim enega političnega srečanja, da ne bi prišli do vprašanja, kako je bilo. Se je pa ta sestavljanka vaše družbene senzibilnosti očitno postopoma sestavljala. Kako je ta družbena občutljivost rasla v vas? Jaz sem imel srečo, da sem potem v Ljubljani kot študent geografije, zgodovine prišel v krog revije 2000, kjer smo želeli takratni mlajši katoliški razumniki razviti en svoboden prostor izražanja. Mi nismo uživali v tej
postavitvi partije na eni strani in cerkve na drugi strani. Torej, mi nismo marali to, kar je vsiljevala partija, da bi bila vera zasebna zadeva, ne, ampak smo hoteli vero kot osebno zadevo. To je bil eno od naših prizadevanj. No in tam smo v tem krogu študirali sistematično veliko tem, tudi slovensko zgodovino, razvoj evropske zavesti. Tako da bi jaz po tej liniji rekel, da sem bil v marsičem zelo dobro pripravljen na vlogo, ki se je zgodila kasneje. No, potem sem bil pri Biltenu, ki se je potem na moj predlog preimenoval v Tretji dan. Sem takrat precej pisal, tudi za družino sem pisal. Bil sem v študentskih skupinah pri Patru Žužku, pri Vinku Kobalu, v Šentvidu in tako naprej. Skratka, v Ljubljani pa bi rekel, da sem socialno, družbeno, kulturno, na nek način politično zaživel. Ukvarjal sem se tudi posebej s koroškim vprašanjem, z manjšinsko problematiko, za kar je bil seveda moj študij kot naročen. Ne. Takrat, ko ste bil že v teh gremijih, je bilo to že to? Vas je to kdo povabil v te gremije, ali ste sam gradil to zainteresiranost v gimnaziji? V tistem času, to je bilo, treba se spomniti, da je takrat koncil začel roditi prve sadove. Ne. Koncil je pomenil eno prebujo v zavesti, prinesel je seveda rabo narodnih jezikov in podobno. In takrat se je veliko govorilo o odgovornosti laikov. Jaz sem se temu, rekel, precej posvetil in me seveda še zmeraj zanima, kako je s samozavestjo in poslanstvom slovenskega krščanskega laika. Skratka, to so bila ena taka leta, ki se upadajo tudi z rahlo liberalizacijo političnega sistema v času Staneta Kavčiča, v katerem so bili pojavi, kot je bila revija 2000 možna. Ko je on šel, je bil prepovedan celo dialog oziroma ni bil več mogoč javen dialog med komunisti in kristjani. Mi smo se šli tudi ta dialog, smo se pač pogovarjali. Ne. Tako da v tistem času se je marsikaj pripravljalo, premikalo. Ne. Mi smo v tej reviji 2000 objavili tudi slovenske nacionalne programe, kar je zbral skupaj dr. Janko Prunk. Ne. V tej reviji so sodelovali Bučar, Hribarjeva oba, Kermauner, številni ljudje, ki so se potem pojavili par let kasneje v 57. številki nove revije. Ne. Vi ste bili res zelo aktivni v civilni družbi, še posebej v študentskih časih, pa mogoče tudi sam veliko raziskujem to civilno družbo. Kako vi vidite vpliv take civilne družbe na posameznika, na vas, pa kako bi danes mladi študenti, recimo, potegnite kakšno usporednico, kaj lahko človek od tega dobi, pa da? Takrat je imela civilna družba, bi rekel, zelo jasen profil in lejte, mi nismo bili takrat plačani od države in tudi, kadar smo protestirali, se je seveda to dogajalo na zelo organiziran, urejen, legalen način. Ne. Danes vidimo, da se to dogaja zelo drugače. Jaz bi rekel, da smo bili pristna civilna družba. Kasneje so začele razne stranke delati civilno družbo, ki so jo tudi financirale oziroma so jo financirale vlade in se je ta status neodvisne civilne družbe, rekel, je malo pošel, ne? Ker če te financira vlada, ne glede na to, ali ima v tvojih organih odločanja direktno svoje ljudi ali ne, si na nek način vezan ali pa si ne moreš privoščiti tega ali onega. Civilna družba prebuja ne samo znotraj oziroma v območju alternative, če tako rečem, ali demosa kot politične alternative. Bilo je precej te civilne družbe in civilno družbene prebuje. Ta je delala podlaga za tisto, kar se je kasneje pojavilo tudi kot politična pomlad. Katere kompetence, znanja ste dobil v tej civilni družbi za kasnejše delovanje v politiki? Kaj bi najbolj izpostavil? Lejte, v civilni družbi je situacija lahko pravzaprav podobna kot v politiki. Početje civilne družbe pač je povezano z nekimi vizijami, nekimi vrednotami, nekimi potrebami oziroma cilji, ki se jih nekateri zavedajo.
civilna družba, kako bi rekel, teži k spremembi, ne, skuša nekaj spremeniti. In jaz sem se pri delu v civilni družbi pač veliko naučil, tudi kar zadeva liderstva. Vodenje je vedno spreminjanje statusa quo. Ko vodiš, vedno hočeš nekaj spremeniti. Kakšna je bila vaša osebna vizija? Rekli ste že poslanstvo laikov. Kaj je bilo tisto, kar ste res hoteli v družbi spremeniti? Glejte, nas je matrala nedemokratična situacija. Nas je zaposlovalo vprašanje nerašiščene preteklosti. Marsikdo je lahko iz osebne zgodbe svojih bližnjih lahko razumel, v čem je bila družba nepravična, kako težko deluje mit o zmagovalcih in izdajalcih. Ne. Torej, mi smo bili še generacija, ki je bila vzgojena v tem duhu, da je treba nekaj narediti, da smo tukaj z nekim poslanstvom, da imamo priliko, da neko stvar iz točke A potisnemo v točko B ali še kam naprej. Nekako ideja smeri, cilja, poslanstva je bila takrat zelo močna in seveda v Ljubljani se spominjam, ko je bilo brucovanje zgodovinarjev, ne, leta 68 oziroma 67, smo vprašali profesorje, kako bi pa izgledala samostojna Slovenija. Ne, takrat so bili naši profesori, dr. Grafenauer, Cvitar, Gestrin in tako naprej. In so gospodje rekli, ne sanjajte, ne, to beseda smo kasneje še večkrat slišali, tudi v moji kasnejši politični vlogi. Ne, in so rekli, ni mogoče, ni mogoče, ampak mi smo sanjali o nemogočem. Ne, in kot sem prej rekel, že so se na raznih koncih se je vzpostavljala podlaga za to, da je potem do spremembe tudi prišlo. In seveda, če se ukvarjaš s temi stvarmi, potem se moraš ukvarjati tudi s tem, kaj je vloga liderja, kaj je vloga tistega, ki meni, da mora pripeljati do neke spremembe. Ne. Jaz recimo sem vodil prvo skupino slovenskih študentov, ki šla v TZ. Ne. To je bilo za nas neverjetno odkritje, že v tem, kako so se ljudje iz vsega sveta izražali osebno. Mi smo bili presenečeni, ker smo na vsake tuk časa smo morali povedati, kaj mislimo. Tle doma ni nobenega zanimali, kaj kdo misli. Ne? In smo debel gledali in smo videli, kako drugi lahko to sproščeno izražajo, kako so lahko glede osebnih, intimnih verskih vprašanj odprti, kako govorijo o odnosu z Bogom. Ne? Ti reče, eden se vsak dan pogovarjam z Bogom. Tako, skratka, ne, TZ je bil za nas eno prezračenje vseh mentalnih nadstropij, če tako rečem, in smo seveda se trudili, da bi kaj od tega živelo tudi doma. Ne vem, če veste, kje so se midva prvič osebno videla, na 25-letnici odhajanja Slovencev v TZ. Ja, tam smo bila skupaj pri Maši in sem vas imel čas pozdraviti. Ja, me veseli. Ja, ker meni je TZ tudi zelo pomemben kraj v Evropi. Me pa zanima tole, če vidim gospoda Peterleta oziroma Lojzeta pri 15 letih, ki je ravno prišel iz enega revnega okoliša, kjer ni imel skoraj igrač in tako, pa potem Lojzeta pri 20, ko v Ljubljani v teh gremijih dela, tukaj je moglo biti, to je samo 5-6 let razlike med tema dvema Lojzetoma, ampak tak velik napredek. In vmes, če sem prav razumel Wikipedijo, ste tudi naredili že izpit za jadralnega padalca, ker toliko mladih ljudi, pilotov jadralnih tudi ne poznam, tako da odkje ta skok, odkje ta pogum, odkje ta izpit konc koncev, če ni bilo niti denarja pri hiši? Ja, tukaj bomo pa zdaj počastili nekdanjo JLA z lepim hvaležnim poklonom. Takrat so pilote za armado pridobivali tako, da so financirali
jadralne in motorne tečaje za mladino. In ko sem jaz nekje v Novem mestu zagledal plakat, ki je vabil v zimsko teoretično šolo letenja, ne, in takrat sem živel pol leta v internatu, sem rekel, Mejdun, tole bi bilo pa zanimivo, ne, me je zrak potegnil, če tako rečem. In sem potem v 3. gimnaziji naredil prvi pilotski izpit, se pravi izpit za jadralnega pilota, kasneje še za motornega. In to pravim, to je šlo na stroške armade, oziroma se vemo, ne, kdo je armado smo mi financirali na vse zadnje, ne. Ampak sistem je bil tak in jaz bi svetoval... Taka hvaležnost pol leta 91. Jaz bi svetoval tistim, ki hočejo postati politični lideri, da se, če le mogoče, vpišejo v pilotski tečaj, ne. Ker pri pilotiranju je treba delati marsikaj zelo resno in pa še to, rekel, v te koncepte liderstva neverjetno. Ne. Lejte, ti nima smisla, da greš v avion, če nimaš cilja. Ti si moraš postaviti cilj, se reči, danes bomo leteli, ne vem, v Bovc ali v Milano ali ne vem kaj, ali pa gremo jadrati na Triglav. Skratka, vsak vstop v letalo je povezan z nekim ciljem. Ti, če imaš motorno letalo, ti ne moreš poleteti, če nisi tankal, ne bo šlo. Ne. Rekel so tukaj tudi ena procedura, ena zaporedja, je neko spoštovanje oziroma upoštevanje pravil. Ne. V zraku je to vsaj tako pomembno, kot je na cesti. Ne. Rekel, cel sistem te ureja v pravo obnašanje, če tako rečem, in v prave procedure. Ko si v avionu, moraš pilotirati, moraš navigirati, moraš komunicirati. In jaz, kadar letim, ne, to je zame, letenje zame ene vrste meditacija, zlasti jadralno, ne. Ko si dejansko, rekel, posnemaš orle in druge ptice, ne. Ampak ko si v zraku, si 100% tam. Ne moreš razmišljati o politiki, o tem in onem, ampak jaz, ko pristanem, se mi, rekel mi, računalnik notranji ponudi rešitve. To je zanimivo, sem bil prav presenečen, kako se, torej očitno vmes notranji neki subsistemi delajo in jaz, če imam pred sabo pomemben političen izziv, oziroma ko sem ga imel, zdaj je malo manj, ne, sem šel večkrat na lašč v zrak, ker so se mi potem približale rešitve, oziroma pokazale. To je pa res podobno, se mi zdi, da kakšen plezalec tudi reče, ne, ko si predstavljam. Je v steni. Ne. Ja. Tista 100% fokusiranost ti določene parametre tako spremeni, da potem grejo stvari lažje naprej. Sveda pri pilotiranju treba tudi reči, ne, ta perspektiva je drugačna. Ne. Ko letiš tamle nad stolom, karavankami ali Julici, ne, ni meja. Ti veš, da je tam Avstrija, ampak ti se ne ukvarjaš, da je pod tabo meja. Danes se tudi ne ukvarjam s tem, kdo bo streljal nate, če bo šel mečken čez rob ali če bo šel čez mejo in tako naprej. Skratka, ta orlovski vidik letenja ti, bi rekel, da te več kot filozofsko nekako bogati. Politika tudi potrebuje pogled z vrha, ne? Velikrat, se pravi big picture, ne? Torej, brez tega, ja, ta velika slika, big picture je eno od osnovnih, je eno temeljnih predpostavk za to, da kaj narediš. Prej smo govorili o liderstvu. Ne? Od liderja se pričakuje tudi to, da mu je jasna velika slika, ne? Da jo zna drugim tudi razložiti, da jo razloži tako, da bodo ljudje verjeli, ne? Ker če ga ti lomiš z napačno sliko, boš to delal samo enkrat. Ne? Ljudje morajo videti, da si verodostojen, da si zanesljiv, da vidiš prave stvari in da tudi hočeš prave zadeve. Ne? Danes se veliko dela z gesli, s PR-om in tako naprej. Številni voditelji se bolj ukvarjajo s PR-om kot z vsebino, ne?
ampak naprej pelje v spremembo lahko samo verodostojen voditelj, ne, ki je pripravljen za svoj cilj tudi nekaj od svojega žrtvovati. Na to se tudi gleda pri teh zadevah, ne, v vseh časih. Tako da to je kar kompleksna stvar. V dobrih timih se pa to vodenje kar malo porazdeli, vsak postane specialist. Zakaj? Vi ste bili v ogromno dobrih timih, kot se vidi, in me zanima, kaj je tista vaša naravna vloga, tista vaša super moč, ki jo prinašate v te time. Zdaj recimo javnost vas pozna pač kot zabavnega človeka v družbi, katerega je dobro, da ste zelo dialoški, da imate veliko povezav. Kako bi pa vi opisal, kaj je tista vaša najbolj naravna dodana vrednost? Jaz bi rekel, da je moja dodana vrednost Lojze Peterle. Ne? Moja identiteta, ne, ki je seveda, jaz se rad pošalim, je dolenjska. Ne? To pomeni ena vedrina duha. Ne, jaz sem o tem tudi v Bruslju precej govoril, ko smo pripravljali takrat Evropsko ustavno pogodbo na Evropski konvenciji, iz katere je nastala potem Lizbonska pogodba. Ne. Jaz sem v Levnu govoril približno 400 študentom, ne, o prihodnosti Evrope v družbi treh drugih bivših predsednikov vlade, ki so bili vsi pravniki in so naredili super, uvode kot ustavni pravniki. Ne? In pa jaz sem bil 4. na vrsti, jaz sem rekel, kaj naj jaz zdaj tukaj dodam. Jaz sem imel seveda govor pripravljen, ne? Ampak ko sem gledal te ljudi, sem rekel, lejte, jaz sem vesel, da vidim lahko v vas prihodnost Evrope. Ne? Rekel, mi imamo lahko zelo odlično ustavno pogodbo, dobre zakone, ampak ne bomo naredili veliko, če ne bo ta pravega ozračja, če ne bo atmosfere. Ne? In jaz mislim, da marsikje gledajo tudi na liderstvo, suho, stvarno. Ne? Jaz mislim, da mi je uspelo v številnih situacijah, tudi v vladi, v osamosvojitveni vladi, ki sem imel čast voditi, ne, da je bila moja dodana vrednost to, da sem prinašal ta pravega duha, če danes, oziroma pravo ozračje, ali pa bomo rekli kar veselje, ne, ker najprej mora imeti voditelj veselje s tem, kar dela, ne, in v tem veselju ne sme kaj veliko nihati. Ne, seveda, jaz sem še naprej v tem prepričanju, ne, da pravila niso dovolj, pogodbe niso dovolj, potrebno je neko ozračje, ne, ki ga zdaj le ta hip v Sloveniji izrazito pogrešam. Ne, in jaz sem tudi kakšno duhovito stvar dodal, malo humorja in tako naprej. Ne, in na tak način tudi okrepiš vključujočost. Ne. Nikoli nisem v teh timih, v katerem sem sodeloval, in smo imeli tudi v moji prvi službi na Urbanističnem inštitutu, smo imeli prav vaje v tem, če tako rečem, študirali smo sistemski pristop, timsko delo in tako naprej. Tim ima smisel, če v njem lahko vsak da najboljše od sebe. In tukaj spet od voditelja odvisno, ali hoče biti on vsem ta glavni in ta prvi, požet vso slavo in tako naprej, ali dela kot tim, oziroma vodi tim in daje drugim priliko, da to svoje najboljše izrazijo. Ne? In ko sem vodil osamosvojitveno vlado, sem želel to. Jaz recimo imate različne stile, so predsedniki vlad, ki morajo tudi odločitev za snažilko požegnati, če tako rečem. Ne? Jaz sem bolj užival v vlogi koordinatorja in sem rekel ministrom, zakon vam natančno določa, kaj je vaš posel, delajte po najboljših močeh, na vlado dajte pa tisto v duhu principa subsidiarnosti, kar vi sami ne morete rešiti in potrebujete pomoč in odnos drugih. Ne? In smo tako lepo sodelovali, ne? Če berete spomine ali izjave ljudi, ki so delali z moj, pravijo, Peterle je bil miren, je bil demokrat, je bil vključujoč, nas je spoštoval, nam je pustil, kot se temu reče. Ne? In jaz sem na te izjave, rekel sem jih vesel, sem ponosen, ne? Ker lahko imaš drug koncept, lahko si alfa in omega, ampak če hočeš biti alfa in omega, moraš organizirati skoraj da svojo vojsko. Ne? To, kar ste zdaj rekel,
prinašati, graditi ozračje, pa prinašati veselje. Tudi v težke situacije, ki ste jih najbrž veliko dali skozi, se mi zdi tako odličen, res dobro ubesedeno vaše poslanstvo, jaz ga ne bi znal tako dobro. In če lahko tle nekaj dam, ker smo govorila že o tistih časih oziroma o vladi. Zanj je Ciril Ribičič na nacionalni televiziji povedal, da so bili presenečeni, ko sem jaz naslednico partije, ki jo je on vodil, da sem se pojavil oziroma želel srečanje z njimi in predstavil vladni program in prosil za podporo. Jaz sem smatral to za nujnost in za politično kulturo. Sem šel tudi k socialistom in k socialistični poslanski skupini. In gospod Smolej bil tudi presenečen. In je rekel Ribičič, mislim, da si zaradi geste, bom jaz rekel, zaradi ozračja, dobil tudi kakšen glas od nas kot opozicije, ker sem bil izvoljen s precej visokim številom glasov, več kot je bilo Demos. No in jaz sem večkrat rad presenetil s kakšno zadevo, ki je ni, rekel, nihče pričakoval. Ali pa bom pomagal si z besedami mojega žal že pokojnega ministra za kulturo, dr. Andreja Capudra. Veste, so različne situacije, v katerih lahko ravnaš zelo različno. In je rekel, ko bik nekam teče. Ni treba skozi udarjati po njem. Je dosti, da držiš palco nad njim. Jaz se večkrat spomnim tega in je to res. Lejte, včasih, so situacije, v katerih ni treba demonstrirati vse svoje moči, zato ker ta demonstracija lahko celi zgodbi naredi škodo. Jaz sem včasih tudi v svojo škodo delal, če tako rečem, ampak jaz ne rad uporabljam grobo silo in vanjo tudi ne verjamem. Raj vidim, da se zmenimo in gremo skupaj naprej. Se mi zdi, da ste delovali zelo v smislu tega, kar je v najnovejši okrožnici Vsi bratje papež pisal, ta dialoškost zelo poudarja in tudi dialog z drugačnimi in ne ustrajati za vsako ceno pri svoji resnici, ampak to se sploh v cerkvi in tudi sicer velikrat vidi kot šibkost. In tudi vam najbrž mnogi očitajo neko nedokončano tranzicijo, da bi se takrat dal več narediti in tako naprej. Vi ste pa res, zdaj okužil vas je tale koncil, ki je zelo podoben na nek način tej okrožnici. Kako vi vidite to dialoškost, pa ta stik z različnimi, pa na drugi strani neko popuščanje, če sploh temu lahko tako rečeva, pri vsebini? Vsaka družba mora najti pot, se mora zmeniti, kako živeti s svojo različnostjo. In tle so avtoritarni režimi različnost ukinjajo, tudi z likvidacijami, z zapori, z diskvalifikacijami, z ideologijo. To vse smo mi doživeli. Tako da jaz, kako bi rekel, na nek način imam to srečo, da sem doživel čas in da sem doživel ta čas. Današnji mladi ne vedo več, zakaj se je zgodil ta čas, zakaj je sploh bila potrebna demokratizacija in osamosvojitev. Zdaj živimo v danem svetu. To je tako rekoč samoumevno. Moja generacija je pa doživela nasmeh zgodovine, da je lahko to spremembo opravlja. Torej, ta dialoškost se lahko vidi tudi kot šibkost. Kot smo rekli, totalitarni režimi ukinjajo različnost. Ti si lahko hitro sumljiv, zlasti, če misliš drugače, kot misli politična elita. Dialog ima vedno za izhodišče spoštovanje drugega. Robert Schuman in njegovi najbližji sodelavci takrat so postavili za temelj Evrope spoštovanje dostojanstva drugega. Če ti drugega spoštuješ, ne boš nanjega streljal, se z njim pogovarjal, boš vodil z njim dialog in prihajal do kompromisov. Dialog je lahko tudi zelo trd, je lahko zelo napet, je lahko zelo siten, ampak ravno v Bruslju vidiš, kako pomembno je, da ta dialog teče in seveda ne moreš vedno uveljaviti vseh svojih konceptov ali svojega pogleda na resnico in tako naprej. Torej, dialog je neizogiben.
Ampak kako je s tem popuščanjem? Kdaj pa zdrsneš zaradi preveč dialoga, kdaj zdrsneš v preveč popuščanja tistmu, kar verjameš kot resnico? Jaz se spomnim mojega prijatelja, evropskega poslanca, nekdanjega sodelavca Ota von Habsburga, poslanca z Bavarske, ki je enkrat srečal v Münchnu predstavnike muslimanov oziroma žensk muslimank, ki študirajo na univerzi. Ne? In prvo vprašanje za njega strani njihove voditeljice je bilo, a mi lahko poveste, o čem vi ne trgujete ali o čem se ne pogovarjate. In on je bil vesel tega vprašanja. So stvari, o katerih se ne trguje ali se o njih ne pogovarja. Ne? In od tega je tudi verodostojnost politika odvisna. Ne? Ljudje morajo vedeti, kje imaš ti meje, kaj, ne? Ali boš šel v konjsko trgovino, ne? Kjer se o vsem da pogajati in trgovati, ali ne. In tukaj politiki delajo velikokrat napake, ne? Zlasti danes, ko bolj sledijo javnemu mnenju, kot ga ustvarjajo. Jaz sem imel še srečo, sem srečal voditelje, kot so bili Kohl, Mok, Thatcherjeva, Chirac in tako naprej. Ljudje, ki so držali besedo, ki so imeli vizijo, ki je vse stalo, kar ti je povedal. Ne, da danes je skozi doživljamo razlage, da so se razmere spremenile. Ne. Pa ne moreš biti ti zgolj funkcija spremenjenih razmer. Ne. To ravno tukaj je voditeljstvo, da ti kljub spremenjenim razmeram držiš eno smer, držiš linijo, kot se temu reče. To me je ravno zanimalo, kako biti ob enem dialoški in ob enem držati to smer. Ne. In še to bi rekel, glejte, ljudje, ki vidijo, kje so tvoje meje in te meje so praviloma etične, ne, te potem tudi bolj spoštujejo. Ne, če si ti viga vaga, če se da s tabo o vsem pogajata, ne, si lahko uporaben, ampak vedo, da drugič boš lahko z drugim odigral isto igro. Ne. Ste pa najbrž bili velikokrat pod zelo velikim pritiskom, tudi s kakšnimi odločitvami in tako. In mene zanima čist, ker vsak od nas, tudi če imaš samo, enega otroka, pa se kaj zgodi, si pod velikim pritiskom. Ne? Kako ste vi, ker čutite odgovornost tudi za skupnost, ne? Te pritiske obvladovali? Okay, ste šli leteti ali kaj je bilo v tistih časih, ko ste čutili največji pritisk? Kaj ste vse naredili? Ko gre za te ključne stvari, kako bi rekel, si 1:1 sam s seboj, ne, z vsemi svojimi omejitvami in takrat se obrneš na tistega, ki je rekel sem, ki sem. Jaz mislim, da je v kritičnih trenutkih zelo pomembna ena temeljna ponižnost in skromnost, pripravljenost za milost. Mislim, da se tega poslužujejo številni ljudje, ne samo ljudje, ki jih poznamo kot izjemne osebnosti, kot je Gandhi, ki je bil tudi en od mojih vzorov. Ne, tudi če študiramo Schumana, ne, on ni bil agent Vatikana, ne, bi lahko rekli v nekem jeziku, ni bil militanten. Ne. On je razumel Kristusov nauk na političen način. On je prevedel, ljubite svojega bližnjega kot samega sebe, je prevedel v jezik dostojanstva, enakosti, bratstva, kakršen ga najdemo tudi v Splošni deklaraciji človekovih pravic, kjer je bil Jacques Maritain ta glavni pobornik koncepta dostojanstva. A lahko mogoče podelite kakšno zgodbo, ko vam je bilo res težko, ko ste imeli kakšno tako težko odločitev pred sabo in kako ste se potem obrnili? Ja, teh situacij je bilo precej, čeprav, če gledam zdaj za nazaj po 30 letih procesa osamosvajanja, torej se mi je zgodilo, da me je za nazaj postalo kaj strah. Torej, mi smo šli Beogradu seveda totalno na živce, mislim temu nedemokratičnemu Beogradu. Ne. In jaz sem letel z eno malo ropotuljo, z enim avionom na 5 sedežev
v Beograd razlagati, da nam dali več rekrutov, da se je slovenski narod odločil in tako naprej. Ali pa, glede, zdaj se bomo spominjali postroja v Kočevski reki, ki se ga vrhovni poveljnik, takratni predsednik, ni udeležil. Meni je takrat Janša klical in rekel, Kučan noče govoriti, ga ne bo, a bi ti govoril, ne? In to je bilo en teden pred plebiscitom. Jaz sem takrat, nisem razmišljal ne o strahu, ne o pogumu, ni bilo časa kaj dosti razmišljati. Jaz sem rekel, pa ta nekdo z vrha mora govoriti, ne? Tile fantje, ki so bili pripravljeni vse narediti za samostojno, za svobodo Slovenije, sem rekel, da te pa ti ne morajo biti tam sami, ne? Tam nekdo mora nekaj povedati. In ko sem jih jaz gledal takrat pred seboj, nisem imel tega napisanega v govoru, ampak sem rekel, pa to je slovenska vojska. Ti fantje so slovenska vojska. In sem potem rekel, danes mi prvič zadišalo po slovenski vojski. Torej, to je bil en tak moment, nas bi lahko s havbicami tepli iz Ribence, če bi hotel, ne? Ampak, kot sem rekel, nismo razmišljali o tem, kaj bo z nami, ampak kaj moramo narediti, ne? In tukaj smo verjetno spet pri voditeljstvu, ne? Voditelj mora iti za svojim ciljem, mora iti za svojo vizijo, lejte, mi smo bili še na dan proglasitve države sami, tam ni bilo takrat nobenih predsednikov, premijejev, takrat je bilo nevarno iti v Ljubljano, ne? Torej, mi smo to delali brez vsake pomembnejše, direktne javne podpore drugih po svetu. Jaz sem imel seveda kot predsednik krščanskih demokratov dobre povezave z ljudmi, ki so se kasneje pokazali kot nosilci podpore, kot je bil Kohl, ali bil Mok, ali je bil papež, ne? Ampak dokler mi nismo opravili svojega dejanja, ne? In nismo postavili sveta pred dejstvo. Junija pa smo jih. Kako narediti, da te ni strah za sebe pri takih velikih in odgovornih nalogah? A je to danost ali se da kaj narediti? Če te je strah, ali pa tako rekel, če bi nas bilo takrat strah, se mi dva danes ne bi veliko pogovarjala. Torej, jaz ne bi bil rad zdaj zmagovalec, general po bitki, ki se je dobro končala, ampak spominjam se, da se tudi takrat, ko so nas migi preletavali ali ko so kasneje tudi iz zraka, udarili po nas, ne. Jaz se ne spominjam kakšnih posebnih občutkov strahu, ne, ampak imaš občutek izjemnosti, si 100% prisoten, ne. To, kar nas je držalo takrat pokonci in skupaj, oboje pomembno, je bil projekt. Mi smo se zavezali temu projektu in smo rekli, to moramo narediti in to bomo naredili. In smo naredili, ne. To, kar štrli iz zgodbe o osamosvojitvi, je ta močna predanost temeljnemu cilju, ki nas je držala skupaj tudi v kritičnem trenutku. Potem ste to demonstrirali tudi v bolezni in tudi sicer v več trenutkih življenja, ta nek pogum, kot da se na nek način najbrž v sebi vsakdaj tudi ustrašite, ne? Ampak kot da na nek način je to, ne vem, kot da to sploh ni v vašem konceptualnem aparatu, no, ta strah. Ampak ljudje smo ljudje, se lahko tudi prestrašimo. Jaz te dni molim, da se tudi to pot ne bi ustrašil, ko so pri meni ponovno našli raka, ne? In spet pridem do vašega oziroma mojega gorečega grma, ne? V vseh takih trenutkih mislim, da je treba do njega priti, ne. Jaz sam imam to srečo, to ni bil goreči grm, ampak enkrat je prišlo do enega doživetja,
sicer po noči, ampak je bilo tako močno, da sem se zbudil od njega in to niso bile sanje, to ni bila mora, to ni bilo haluciniranje. Torej, jaz sem doživel tako močno gotovost Boga, da se od takrat naprej vsak dan zjutraj najprej zahvaljujem za to gotovost. Ne. Jaz bi rekel, da sem doživel svoj goreči grm, ne. In iz njega tudi živim. Ne. Ni bilo nobenih besed, ni bilo nobenih nagovarjanj, me ni Kristus prosil, da naredim to ali ono, ampak ne da se tega povedati drugače in najkrajše kot to, torej to je bil moj jaz sem, ki sem. Ne? Lahko bi rekel tudi jaz živim, kot je rekel potem Kristus. Ne? In to, lejte, če doživiš to gotovost, kar je velika milost, ne? Velik dar, potem tudi, če doživiš kasneje težke preizkušnje, tudi težko diagnozo, ne prideš v situacijo paničnega odštevanja, koliko dni še. Jaz sem se postavil na pozicijo seštevanja. Ne? Jaz ne rečem, joj, koliko dni še imam. Ne? Jaz si rečem, joj, koliko dni sem že imel. Ne? In koliko dni bo še, bo lepo, jih bom vesel, bom za njih hvaležen. Ne? In če na koncu ne vidiš konca, ampak vidiš cilj, potem ti je ideja seštevanja blizu. Ne? Hvala za to podelitev. Dost osebne stvari, tudi stika s tem koncem, ki je lahko tudi začetek, ker te besede dajo upanje. Upanje pa, čist za zaključek, potrebuje tudi Slovenija na nek način. Vi ste bili zraven pri gorečem grmu, če rečeva, da je bila civilna družba v 80-ih tisti goreči grm, ki nas je potem k faraonu, ne, vi ste šli v 5-sedežnem letalu k faraonu očitno vodila in pol skozi puščavo do obljubljene dežele. Zdaj ena interpretacija je, da smo obljubljeno deželo dosegali potem, ko so nas priznali, druga je pa, da je še nismo. Ne. Če greva na to drugo interpretacijo, kje smo zdaj? Koliko je še do tja in kaj na tej puščavi kaj vam je najtežje pri tej puščavi, no? Da zaključva z našo skupno domovino ob tej 30-letnici plebiscita? Jaz praznujem kar naprej, ne samo na uradne praznike, dejstvo, ki se mu reče osamosvojitev in demokratizacija in evropska smer Slovenije. Razumem pa sedaj iz te lastne izkušnje veliko bolje, zakaj so Judje potrebovali 40 let, da so prišli do obljubljene dežele. Mojzes ni vstopil vanjo, jo je samo videl. Imam idejo, kaj bi ta obljubljenost bila, ampak premalo ljudi deli in ponotranja slovensko samostojno državnost. Veliko ljudi je bilo za spremembo. Tudi med komunisti so bili ljudje za spremembo, ker so videli, da to z Jugoslavijo ne gre več. Ne. Veliko manj ljudi je bilo pa za preobrazbo. In to se v Sloveniji ni zgodilo. Ne. Zgodila se je velika sprememba, mi imamo nov okvir, nove možnosti, sami si volimo postave in tako naprej, sami volimo svoje predstavnike, ne. Ampak meni manjka močnejša državljanska in domovinska zavest. Osamosvojitev je nekaj, kar res lahko praznujemo skupaj. Ne? Prej smo imeli praznike, ki so nas delili, ne? Ali nas pa še delijo. Ne? Osamosvojitev smo pa naredili za vse. Vojno smo zmagali za vse, denar smo uvedli za vse, mednarodno priznanje smo dosegli tudi za vse. Ne? In jaz bi želel, da bi bila tudi za novi rod, ki je slabo poučen, zakaj je do osamosvojitve prišlo, da bi v osamosvojitvi videl eno vrednoto, da bi videl v tem tudi nek navdih, neko veselje, ne samo kadar kakšen naš športnik je zmaga. Ne? No, jaz mislim, da nam tega
ponotranjanja naše državnosti v naši zavesti in samozavesti še manjka, ne. In zato je lahko prihodnost naše države tudi ogrožena. Tako da jaz bi želel, da bi bili mal bolj vesel drug drugega, ne. Torej, mi moramo najti eno vezivo, najti moramo eno apno, ki nas bo držalo skupaj in nehati s starimi miti in starimi delitvami in ideologijami, ki nas delijo. Hvala lepa. To je bilo zelo v stilu tega, kar sva prej govorila, prinašati veselje, biti vesel drug drugega, ste še enkrat omenil, graditi ozračje. To je to, kar jaz doživljam kot vaše poslanstvo na podlagi vaših gorečih grmov, ki ste jih kar veliko podelil in ne vem, no, kako naj to izrazim, ampak jaz sem res počaščen, da sem prav jaz med mnogimi Slovenci deležen tega, da ob 30-letnici lahko govorim z vami in dam to naprej. Tako da hvala res na v tem adventu. Lepa hvala.